Naučili se bomo še nekaj črk iz unicijale. Zato potrebujemo spet 2 elastiki, lahko kuhinjski, lahko lasni, 2 približno enako dolga svinčnika, danes bom uporabila 2 približno enako dolgi barvici, ravnilo in papir. Spnemo svoje pisalo in narišemo črto, na katero bomo pisali. Če imamo karo zvezek, še toliko bolje. Pa določimo višino črk. 1, 2, 3, 4 in pol. Tako, še s te strani. 1, 2, 3, 4 in pol. In povežem še zgornjo črto. Okej, v tem posnetku se bomo naučili črke T, U in M. S T-jem spet vedno pazimo na kot pisala. Takole. Najprej ga rahlo zazibamo navzgor in navzdol. In potem potegnemo takole lokec. Tukaj je šlo malo prenizko. Še enkrat bom. Takole. Tako. No, in zdaj, ko imamo to črto, dodamo še zgornjo. Spet pod kotom. Povlečemo vodoravnico. Zaključimo navzgor. Začnemo z rahlo potezo navzgor, navzgor. Tako. Bom pobarvala za boljši občutek. Tako, to je T. U je podobno. Spet tale poteza. Malo mi nagaja tale barvica spodnja. Še enkrat bom šla čez. Tale poteza. Tako. In navpičnica. Tako. Še serif oziroma tale zaključek. Pa pobarvam. Takole. U. Zdaj pa še M. M je kar zakompliciran. Zato, ker mu je težko določiti, težko ga je narediti lepo uravnoteženo. Na sredini ima takole navpičnico. Oziroma, začnemo spet s tole potezo, kot je pri T in U. Samo da mogoče malo nižje. Tako. In jo prej zaključimo. Tako. Kot en oklepaj. Potem povežemo zgornji del. Takole. Pa zaključimo. Potegnemo navpičnico. To je leva polovica M-ja. Zdaj pa samo še tak trebušček, kot ga naredimo tudi pri N-ju. Od tukaj, kjer se začne navpičnica. Takole. Še kar v redu je ratal. Paziti moramo, da so čim bolj uravnotežene ti 2 strani. Takole. Še to pobarvam. Danes uporabljam barvice, zato ker se mi zdi tako malo bolj zanimivo, če je malo pisano. Pa tudi zanimivo je v bistvu videti, kako je ena poteza, ki je oranžna, kako izgleda, tukajle zadaj, pa kako je ena, ki je spredaj rdeča. No, tako. Če imate pa pero, pa poskusite tudi s peresom.